To je prav nevredno, kaj delate vi tu? Zdaj vam bom pokazal, kako izdelujemo pri nas sanitarne kabine, kako izgleda, ko so stene, pod in strop med seboj zavrjeni v celoti. Tukaj zdaj pred nami imate surovec. Gremo noter pogledati. To so te naše stene, ki jih morajo pač dijaki najprej očistiti, nato premazati s prednjim vazom, da lahko pričnejo s polaganjem keramičnih ploščic. Super. To so betonske stene? Ja, betonske stene so to, debelina od 60–100 mm, ki je potrebno primerno tudi pripraviti. No, bom pokazal tudi, kako izgleda, ko je kopalnica že obložena s keramičnimi ploščicami. Gremo pogledati. Popejmo. No, pred nami je zdaj ta druga faza, o kateri smo se prej pogovarjali. Kopalnica je obložena s keramičnimi ploščicami in čaka na fungiranje in kasneje tudi na kitanje. Ki so pa majstri? Majstri so trenutno na malici. Aha, ok. No, pa gremo pogledati naš končni izdelek. Ej, ni vode. Kaj, vode ni? Vode ni? Seveda, da ni vode, saj kopalnica čaka na vgradnjo. Potrebno je najprej transportirati na gradbišče, jo vgraditi s pomočjo žerjava ali avtodvigala in šele na to se priključijo na njo vsi priključki. To je pa v bistvu zdaj končni izdelek, ne? Tako, to je naš končni izdelek in kot vidite, dela je veliko in zaradi tega potrebujemo naše keramičarje. Servus. Živijo. Vrej delaš ti tole, ha? Uredno, vidim. To si se naučil tu v šoli? Ja, na praksi. Čuj, pa so že mogli kako kopalnica stran vrč za tebe, ali ti gre dobro? Pa gre, dobro. Fajn. Celo si dan zafugirati, ja? Ja. Še imaš dosti dela, ha? Imam, ja. Nič ne bo zmanjcal, ne? Ne. Dobro, fajn. Šupa ti je fajn tega delati, da bi raš bil pri kakej čedni stranki, da bi okolo malo hodila in preverjala. Če vrejo delaš, ali ti je tole super tekle v tovarni? Tu je v tovarni, super. Zakaj pa? Mir, ne? Mirno je pa. Vrejo. Delal sem jih. Čuj, da ne moš pozavati tam gor zafugirati. Dobro. Ok, dobro. Sixpack? Kaj pa se zdi tebi v tem poklicu najbolj privlačno? Ja, ne vem, po mojem ta raznolikost, 100 načinov polaganja, raznolikost materialov, keramika se z leta v leto spreminja, tudi trendi se spreminjajo. Super mi je tudi to malo umetniško delo, te ročne spretnosti in te zadeve. Se mi zdi, da je keramičarski posel zelo pester in umetniški. Tako da mislim, da to. Kam pa greva? Ne spomnim se, da bi bilo to v scenariju. Včasih so kakšne stvari bolj pomembne kot scenarij. Pa je to povezano s keramiko, s polaganjem ploščic? Tudi s keramikom, z mojim življenjem. Zanimivo. Kdo je pa to naredil? Nikjer nič ne piše. To sem naredila jaz pa Kemo. Kemo je bil moj stari. On me je naučil keramičarskih del in še drugih stvari v življenju. Tako da to smo polagala jaz pa Kemo, jaz pa moj stari. Že kar nekaj časa nazaj. Torej, keramika je starodavna, a se njena uporaba še naprej povečuje. Polagati je treba v velikih stanovanjskih naseljih, ki hitro rastejo, po terasah, kopalnicah, kuhinjah. Keramičar ustvarja z rokami, zato mora imeti dober občutek v prstih, vseeno pa tudi občutek za stranko.
zelo pomembno. Štipendije so na voljo, v bistvu se ustvarjalnost združi z dobro plačanim delom. Kaj je bilo to? To, orodje, ne se bati. V redu, pol. Na Simona sem čisto pozabila. Po mojem, da bo zdaj že kar nastrpen, da vas se kar hitro vrniti v Ljubljano. Ja, ni problema, šivamo nazaj v Ljubljano. Pa če rabiš keramičarja, sam poklič. Six-pack, če kuj prije priprič. Ooh, yeah, listen to me. This is a story about the greatest MC. Ooh, yeah, listen to me. I forgot his name, but he was just like me.